Dober večer vsem, dobrodošli in hvala za vašo potrpežljivost, da ste sploh prišli sem v vztrajnost in da smo tukaj. Upam, da bomo imeli lep večer. Skratka, dobrodošli. To je večer, ki ga je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Ne pozabimo na te vrednote. Samostojna Slovenija, pravičnost in enake možnosti za vse. Kajti vsak dan sproti lahko zgolj opazujemo in se žalostimo, saj nam trenutna vlada z veliko večino ukinja pridobitve samostojne Slovenije. In tudi pravice, ukinja tudi pravice drugače mislečim. Pred 2 dnevoma so s pritiskom na gumb za ponižali in razvrednotili kmete, verske delavce in tiste Slovence, ki so spoštovali covidne ukrepe. Priča smo odstopanju od temeljnih načel zahodne civilizacije, kamor spadamo. Uničujejo tudi tradicionalne vrednote, družino. V zameno pa ponujajo prebojenstvo. Več o tem bo spregovoril naš nocojšnji gost, profesor, publicist, novinar, književnik in pisatelj dr. Boštjan M. Turk. Pogovor z njim bo vodil Marko Lazar. Torej, govora je o knjigi gospoda Boštjana M. Turka Vojna za mir. Prijetno poslušanje. Hvala lepa. Vsem skupaj bom nekoliko bliže dal mikrofon, da se bomo boljše slišali. Vsem skupaj dober večer voščim. Žal so razmere takšne, da smo potrebovali kar nekaj truda in energije, da smo prišli danes semkaj, ampak zbralo se nas je kar nekaj, tako da hvala vam, ker ste prišli. Z nami je, kot ste slišali, zelo zanimiv sogovornik, zelo zanimiv gost, avtor knjige. Prav o knjigi bomo največ govorili danes, in sicer Vojna za mir. Lep pozdrav, profesor doktor Boštjan Marko Turk, in dobrodošli. Lep pozdrav vsem, izredno sem vesel, da sem danes lahko z vami, predvsem bi rekel v tem trenutku, ko v Gorici grmi, kot je recimo bilo to primer za več kot 100 let nazaj, ko je bila prva vojna, in da so podobni zvoki, pa se nismo strašili in smo prišli, in to, da smo prišli, se vam lepo zahvalim in bom pač upravičil, bi rekel, vaše zaupanje. Nekako živimo v teh čudnih časih, tudi knjiga govori o tem, pa morda najprej za ogrevanje. V knjigi ugotavljate trenutne razmere tako v Evropski uniji, v Evropi, na Zahodu, kot tudi v Sloveniji. Nekako razmišljate, kje je pristala Slovenija oziroma na kateri poti po dobrih 30 letih od osamosvojitve, od teh demokratičnih procesov. Prav tako pojasnjujete, zakaj je prišlo do vojne v Ukrajini, in hkrati ugotavljate, da je v bistvu Putinova Rusija izkoristila to šibkost aktualne Evrope. Da, lepa vam hvala za te misli. Da, seveda se v celoti se strinjam z vami. Torej, najprej bi rekel, da knjiga ne želi biti nobena. Knjiga je priročnik za razumevanje časa. To knjigo sem pisal, v bistvu je otrok korone in pobojena s korono in s tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, sem to spremljal in potem je prišla vojna v Ukrajini. In knjiga je v bistvu en presek teh 3 let, iz katerega poskuša potegniti en nauk, kaj je v Evropi narobe, da se je znašla, kjer se je znašla. To je v bistvu priročnik za razumevanje časa, ampak jaz vedno povem, da smo Slovenci lahko izredno, bi
bi rekel, ponosni na pot, ki smo jo prehodili v Evropi. Zato, ker ne me narobe razumeti, ampak knjiga absolutno ni v nobenem smislu knjiga, ki bi nagovarjala k izstopu iz Evropske unije oziroma ki bi govorila o tem, da bi bilo treba Evropsko unijo zapustiti. Nasprotno, jaz pravim, da imamo mi, bi rekel, ki smo vsi, če nismo bili neposredno udeleženi v vojni, smo pa to osamosvojitveno vojno nosili v srcu in jo nosimo še danes, smo mi vsi, bi rekel, na nek način njeni otroci in se zavedamo nečesa. Soočeni smo z neskončno voljo, žilavostjo in brutalno silo sistema, ki se po razpadu Jugoslavije ni nikoli potihnil, vodi ga nekdanji generalni sekretar Komunistične partije Slovenije. Mi je škoda, da pred vami omenjam to ime, danes sem to osebo videl, čisto slučajno, ker stanujemo, bi rekel, v neposredni bližini predsedniške palače, bil je zraven Aleš Musar, jaz sem se peljal s kolesom in sem to osebo videl tako v profil, in sem videl pa mimiko obraza tega človeka, vsi veste, o katerem govorim, in je tako se videl to, da on Musarja in tudi njegovo ženo jemlje za malo ribo in da mu nekaj razlaga kot. A gledajte, vse, kar lahko razlaga, vse, kar počnejo, ne morejo iztrgati nečesa, to, da se je Slovenija, bi rekel, da je rojstvo Slovenije, in to je temeljni stavek, pomenilo smrt Jugoslavije. In njihova Jugoslavija, v katero bi tako nazaj radi želeli, ki jo obuja z vso tako imenovano jugonostalgijo, s čaščenjem rdeče zvezde, z vsem, ki so se zdaj povezali v Evropi, ki v Evropi imate tudi, se to knjiga piše, bi rekel, zelo močen sloj, zelo, bi rekel, močnih ljudi, ki bolehajo za isto zblojenostjo, kot bolehajo, bi rekel, te slovenski jugonostalgiki, ampak Jugoslavije ne bojo nazaj priklicali, je ne morejo, je nikoli več ne bo. Nikoli več ne bo Tita, nikoli več ne bo ničesar. To je samo en preprosto en kič. In to je naša velika zmaga. In mi smo to Slovenijo, bi rekel, ne samo, da smo jo osamosvojili in da se je rodila in da je bila obranjena v vojni, ampak smo jo popeljali tudi v Evropsko zvezo. In Slovenija je v Evropski zvezi ogromno profitirala. Naša dežela, naša država se je v Evropi spremenila, torej njena krajina se je spremenila, mislim, to je sredstvo evropskih in tako naprej, njen družbeni bruto proizvod se je popravil, bili smo prvi, ki smo vstopili v Schengen, to je bil še en udarec, bi rekel, mrliču, ki se mu reče Jugoslavija, in prvi, ki smo sprejeli evro, še en udarec mrliču, ki se mu reče Jugoslavija, katerega dinar je ob njenem razpadu beležil strahovito inflacijo. Skratka, to je pač moje temeljno izhodišče pogleda na stvari, na Slovenijo v Evropi, ampak seveda, ta Evropa se je, bi rekel, v zadnjem času znašla v zelo nevarni krizi vodenja in krizi idej in ideologije in identitete, in zato ta knjiga. Ja, v bistvu že sam naslov je paradoksalen, nekako se poigravate tukaj z zanimivimi povezavami, vojna za mir. Verjetno ste hoteli s tem naslovom nekaj povedati. Ja, seveda. Hotel sem pač preprosto povedati, vojna za mir, to je tak štos, kot se reče. Ni nobene vojne za mir. Ampak ko poslušam to, bi rekel, bruselsko birokracijo, ki se je odtujila vsemu, samo ne, bi rekel, prestižnim osebnim dohodkom, ki jih prejema, se mi to zdi, vsi govorijo o vseh lepih besedah, o človekoljubju, kako so polni dobrih namenov, kako si želijo samo najboljše, in potem seveda žalostni ugotavljamo, da je to približno resničnost tega zagotavljanja, tako kot golob. Ni treba iti v Bruselj. Golob je tipičen produkt, bi rekel, bi rekel, oblastne skupine ali pa tipa oblastnikov, ki se je zdaj formuliral.
Golob govori samo v superlativih, vse je lepo, krasno, pravilno, mi smo najboljši, imamo najboljše zdravstvo, ko so bile poplave, v katerih je vlada popolnoma odpovedala, še danes ni dobil nihče, to sem rekel v uri moči v nedeljo, pa sem to preveril, preden sem prišel, še danes ni dobil nihče niti evra odškodnine od tistih, ki jih je poplavil. Včeraj je bil pa sprejet v državnem zboru sklep, da se čez 30 dni vlada začne sredstva nakazovati občinam. Ne? Ampak to je to, da sredstva začne nakazovati občinam, to je tako, kot če bi jaz rekel, da bom pa začel piti to vodo. Ampak lahko jo pijem recimo 2 dni. Ne? In lahko vlada sredstva občinam, to niso poplavljeni, to so občine nakazuje, ne vem, poljubno enoto časa. Ampak zato pa pravim, to besedičenje je takole in sem si izbral vers Janeza Menarta, velikega pesnika, ki je duhovit in ki gre takole. Nihče ni za vojno in vsi so za mir. Vsi so za slogo, nihče za prepir. Od same ljubezni bo vsak čas granata letela s pozdravom, darilo za brata. To je ta vojna za mir. Verjemte vi tem ljudem, ki vam zagotavljajo, verjemte vi, ker v knjigi imate tudi analizo Ursule von der Leyen oziroma ponaredka njene doktorske dizertacije, neverjetno. Verjemte vi Ursuli von der Leyen, ki pride na Lampeduso, ko pride 9000 migrantov in zagotavlja, da mora Evropa odpreti humanitarni koridor, v istem trenutku, istočasno je v Nemčiji, v Stuttgartu, ranjenih težko 26 policistov, ker poskušajo preprečiti spopad med 2 eritrejskima skupinama, ki se dajeta za to, ne vem, ali je Buda pomembnejši od Višne, ali je Višna Bog pomembnejši od Bude, ali nekaj podobnega, ali pa, hočem reči, to je vojna za mir, to je govorenje politikov in govorenje Zahoda, ki nima več, bi rekel, nobenega smisla, ampak je samo govorenje zaradi govorenja, ker je Golobovo govorenje, samo govorenje zaradi govorenja nima nobenega smisla. Tudi naslovnica je zelo zanimiva, ima tudi ta svoj pomen oziroma tudi s to naslovnico ste želeli nekaj sporočiti. Na njej je tudi nenazadnje Krištof Kolumb. Ja, seveda, zdaj to naslovnico bi rekel, morate knjigo dobiti, da jo bi rekel naslovnico vidite, ampak se vam bo splačalo. Namreč zato, ker seveda jaz sem iskal dolgo časa temeljna zgodba knjige, recimo, če uspem povzeti v enem stavku, je ta, da Evropa, ko je izgubila krščanstvo, ko je izgubila notranjo identiteto, to pa se je zgodilo v dobi, kot pravim v knjigi Angele Merkel, se pravi v dobi, ki je bila gospodarsko sicer odlična za Slovenijo, še posebej, ampak je pomenila uvajanje tega, veste, LGBT-ja, migrantov, vseh teh zadev, v evropsko javnost, ki je kulminirala v krizi, tako imenovani migrantski krizi, ki jo je Merklova sama povzročila 2015. leta, je Evropa zgubila ta notranji naboj. In ta notranji naboj je tak, da nobena civilizacija ne v zgodovini, ne v sedanjem svetu ne more brez neke ideje, neke, če hoče, vere, nekaj, v kar verjameš, kar je tvoje temeljno zavetje. In Evropa je bila močna, dokler je verjela vase, dokler je bila, bi rekel, krščanska vera tista, ki jo je usmišljevala. In to je eno najlepših platen, ki sem jih jaz, bi rekel, v svojem življenju videl. To je Salvador Dali, ta genialni slikar. Krištof Kolumb odkrije Ameriko. In to je, simbolika je ta, da ko je Kolumb, jaz sem seveda absolutno proti vsemu, kar so Španci potem naredili z Južnoameričani, oziroma kar so naredili kasneje z, bi rekel, Američani oziroma Evropejci, tedaj še, z indijanskim prebivalstvom, ampak ideja sama je bila pozitivna, ideja sama je bila prinesti, bi rekel, vero, prinesti civilizacijo, ki je bila do še 10-15 let nazaj zahodna civilizacija. V bistvu sta
pojem Evropa, Evropska unija in zahodna civilizacija zelo izenačena, govorim o eni in isti stvari, a ne. Takrat, ko je bila ta civilizacija še močna, ne, in ta trenutek, ko se Kristof Kolumb z nogami v tej Dalijevi predstavi oziroma sliki, a ne, dotakne novega sveta, ne, to je trenutek viška na nek način te zahodne civilizacije in te in Evrope, če hočete, ne, to je čas, ko je bila Evropa močna, ne. Zdaj je to zanimivo zgodbo, ker sem se zelo prizadeval, ne, da sem pač prišel do tega, da lahko to reproduciram. Ne. Najprej sem v Floridi dobil oziroma plačal pač nekaj za možnost, se pravi, da je to, to se imenuje PDF, ne, da dobite tako in tako rezolucijo, da lahko natisnete. Potem sem se pa pač moral pogajati z dediči Dalija, to je fundacija Dali, ki predstavlja družino, a ne. Tam so pa zadeve, oni blazno pazijo, komu dajo v roke, koga pooblastijo za to, da to uporablja in v kakšen namen uporablja, in to seveda absolutno ni poceni. No, in jaz sem jim to na nek način, sem jim povedal pač, da jaz sem pač visokošolski učitelj, ki v svojih predavanjih uporabljam, velikokrat govorim o Daliju, o nadrealizmu, ga predstavljam študentom in to sem govoril tudi kdaj, ko sem predaval v tujini, ne, in potem so imeli oni neke težave, veste, to je lahko tudi 5 tisoč, 10 tisoč evrov dovoljenje za reprodukcijo na naslovnici take slike, a ne, in jaz sem rekel pač, da odkot sem, a ne, in to je nekje, to je v Španiji, a ne, in oni se niso dobro predstavljali, vedeli so pa za nekdanjo Jugoslavijo in za vojne, v katerih je končala, in za Bosno in za Sarajevo, ne. Pa sem potem rekel, da ja, seveda jaz sem iz Slovenije, pač iz nekdanje Jugoslavije, ja, če ste vi tudi, bi rekel, če ste to Bosna, pa blizu, pa to, pa če to veste, pa če ste kaj doživeli tazga in tako, a ne, sem rekel, ja, seveda, ne, se konec koncev od slovenske meje, Hrvaška pri Karlovcu, ne, potem je Bosna že blizu, ne, tako smo se potem zmenili za neko zelo, bi rekel, nizko, bi rekel, odkupno ceno, ampak jaz sem vedel, da ta knjiga ni, bi rekel, ta knjiga brez te naslovnice, ne. In se mi tudi zdi, ena oblikovala jo je Karantanja, Inštitut Karantanja, se mi tudi zdi ena najlepših knjig, ki je na knjižnem tržišču. Ja, če se nekoliko zaustavimo pri vojni v Ukrajini, dejali ste že, v bistvu Putin je izkoristil slabosti, šibkosti Evrope, dejali ste, kritični ste v knjigi do Angele Merkel, nekako Francija in Nemčija sta izgubili to vlogo paradnega vlečnega konja, bi lahko dejali, v Evropi. Hkrati z dejanji, ki ste jih že nanizali, je Merklova poskrbela, da je Evropa postala šibkejša in zanimivo, ne? Putin je napadel Ukrajino 2 meseca potem, ko je Angela Merkel prenehala svoj mandat. Ja, to je res, ko je bilo delo razbijanje in uničevanje Evrope upravljeno, zmehčano, kot zrezek. Tega v knjigi ne govorim, ampak hočem reči, ne. Ja, seveda, to je temeljna resnica. Temeljna resnica, zdaj moram vključiti eno osebo, da bo to, bi rekel, zelo jasno in razumljivo, ne. Temeljna resnica je ta, ne, da če v svetu živega velja, če si šibak, te bojo napadla, ne. In zato Evropa, da je bila Evropa močna, ne. Evropa je bila izrazito močna, torej ves čas, Evropa je bila ves čas močna, ne. Zahodna Evropa še posebej, ne. Z izjemo pač 2. svetovne vojne, 1. svetovne vojne, ki je zgodba zase, ne, ampak Evropa je bila tudi izredno močna, ko je v njej vladal kancler Helmut Kohl. Vi se tega imena gotovo spominjate, a ne, s tem imenom povezujemo, jaz v knjigi pravim, on je botr, če ne kar oče slovenske državnosti, zagotovo pa je oče mednarodnega priznanja Republike Slovenije, katerega mednarodnega priznanja in Republike Slovenije bi brez kanclerja Kohla zagotovo ne bilo. Ne? Če boste imeli kdaj Janeza Janša, boste 4. aprila.
Ne vem Oktobra, točno. oprostite. 4. oktobra, a ne, pa ga lahko vprašate za ta stavek, a ne, pač, da brez kanclerja Kohla pa brez Janeza Pavla II. Ne bi bilo Slovenije. Preprosto zato, ker seveda, pa brez osamosvojitvene vojne in vseh ljudi, pa vlade Peterletove. Ne. Ampak hočem reči, tudi če bi bili mi še toliko, a ne, zunanje okoliščine, to v knjigi pišem, so se takrat poklople, a ne. Kancler Kohl je bil krščanski demokrat v pravem pomenu besede in predsednik vlade je bil Lojze Peterle, ki je bil tudi krščanski demokrat. To je bila ogromna strateška prednost, a ne, za Slovenijo tedaj, a ne. In cerkev je imela tedaj veliko več moči, ne, če hočete, in ugleda, kot ga ima danes. A ne. A recimo danes, preden sem prišel sem, čisto vašo informacijo, berem v Figaroju, da papež Frančišek, jaz o njem v knjigi ne pišem, zato ker se mi ne zdi pietetno kritizirati papeža, ampak papež Frančišek je ravno kar prispel v Marsej, a ne, in v Marsej je prispel podpreti migrante. A ne. To je pač Figaro prinesel kot glavno novico, ob tem, da morate vedeti, da v Marseju je samo od 1. februarja do zdaj umrlo 50 ljudi v tako imenovanih mafijskih obračunih zaradi mamil. Zadnja najbolj odmevna smrt je bila neko dekle v 3. nadstropju svoje hiše, ki je vanjo priletela zablodela krogla pač iz nekega mafijskega obračuna zaradi mamil. Mafijski obračun, in to je pa v največji možni meri posredno in neposredno povezano z migranti. A ne? Se pravi, z ljudmi, ki prispejo iz Afrike v Luko Marseja. Ne? In ker potem francoska država ne poskrbi zase, poskrbijo oni zase tako, začnejo preprodajati mamila in tako služiti. Ne? In hočem reči, ampak Janez Pavel II. Je bil moč in ugled, in je nastala Slovenija. In ko je bil kancler Kohl predsednik nemške vlade, je bila Evropa močna, spet govorim zakaj. Zato, ker so se tedaj Rusi iz Evrope v celoti umaknili. Ruska vojska se je med leti 92 in 94 iz Evrope v celoti umaknila. Torej, da bi se danes ruska vojska umaknila iz Evrope, ker bi tako rekla Ursula von der Leyen, a ne, bi bil pač nesmisel. In v knjigi piše še eno stvar o kanclerju Kohlu, ko so, se spominjam, kot da je bilo sedaj, to je bilo tam okrog 15. avgusta leta 1991, ko so v ruski generali, oziroma sovjetski generali, takrat še ni bilo Rusije, sovjetski generali izvedli puč in ugrabili Gorbačova. In vi veste, da ko KGB nekoga ugrabi, vidite danes, da so njegovi dnevi na zemlji šteti. In se spominjam kanclerja Kohla, kot da je bilo zdaj, sem gledal televizijo, na televiziji je to bilo, je stopil za govornico in je rekel, sovjetske oblasti pozivam, da mi nemudoma javijo, kje je Mihail Gorbačov. Pozivam jih, da me iz ure v uro obveščajo o njegovem stanju, zdravstvenem, siceršnjem in o stanju njegove žene. Zahtevam od sovjetskih oblasti, da Mihaila Gorbačova spustijo nemudoma in da mi javijo, kdaj bo prišel nazaj v Moskvo. Ni bilo en dan, ko so televizijske kamere posnele, to se mogoče spomnite, Gorbačova, ki so ga držali v Sočiju ali karkoli, ko so ga posnele, ko se spušča pač iz letala, ampak dobro, potem je šel v zgodovino, ker je že Jelcin držal vse, ampak hočem reči, zdaj si predstavljate pa to, da bi danes recimo Borrell ali pa Ursula von der Leyen šla za govornico in rekla, pozivam Putina, da mi točno pove, kje je tisti oligarh, ki bo čez, en dan ali istega večera zdaj popil čaj s polonijem, padel iz balkona ali pa z privatnim reaktivcem kot Prigožin strmoglavu iz neznanih razlogov in da mi tega oligarha pripelje nazaj v Moskvo in da mi zagotavlja njegovo zdravje in njegovo življenje. Putin bi rekel, se mi je zmešala ali kaj, pa smejali bi se. Ampak ta zadeva ni smešna, zadeva je tragična. Kaj se je zgodilo
z Evropo v teh 30 letih, da so Rusi prišli nazaj. In da ni več politika, ki bi imel tako moč, kot so imeli včasih evropski politiki. To si je pa zadala knjiga, za katero temu ne morete oporekati, da če Rusi odhajajo iz Evrope, je ta Evropa močna, če pa Rusi prihajajo v Evropo, in to točno 2 meseca potem, ko je Merklova odstopila, ker je bilo, zakaj? Pa to vsi veste, se to ni nobena umetnost, zato ker so v tem času, jaz se imenujem to doba Angele Merkel, ki je bila gospodarsko, bi rekel, izredno uspešna, še posebej za države, kot je Slovenija, ampak hkrati se je v Nemčiji začelo, se pravi, mehčanje tega, kar jaz imenujem v knjigi temu posvečena temeljna pozornost, to so temeljna zavetja človeka. Kaj to pomeni? Temeljno zavetje človeka je njegova osebnost, to je to, da razmišlja svojo pametjo, je njegova vera, je njegovo prepričanje, politično, idejno prepričanje, je njegova kultura, je njegov jezik, je njegova domovina. Vse to, recimo 15 let nazaj, leta 2005, je bilo, nihče tega ni postavljal pod vprašaj. Danes je družina, vera, jezik, kultura, nacija, država napadena z Brusla. To je Poljska, Madžarska, sta stalno na prangerju. Ko je bila Janševa vlada, je bila Janševa vlada na prangerju. Veste, je bila ta, se pravi, Sophie N. Welt tukaj, in je v Bruslu govorila, kako totalitarno se obnašajo in kako prevzemajo nacionalno televizijo, čeprav ni nihče ničesar prevzemal. Zdaj, ko so jo pa dejansko prevzeli na način, ki ga pozna pa samo Severna Koreja, ko so v enem dnevu, še Putin ne zamenja v enem dnevu vseh urednikov. Dobro, sicer mnogi padejo potem z balkona, dobro, upam, da se našim to ne bo zgodilo, ampak hočem reči, tega pa nihče ne pozna, zdaj pa mučijo, zdaj ni pa nič. Hočem reči, in ta Evropa je izgubila kompas. In to dokazujem v knjigi. Zakaj pa ga je izgubila? Izgubila ga je, zdaj pa prosim malo potrpeti. Aha, imate še kakšno vprašanje? Ne, kar izvolite, nadaljujte, bom že vprašal. Ja, ker potem vas motim. Hočem reči, izgubila ga pa je zaradi tako imenovane revolucije 68. Zdaj, ne se ustrašiti, ampak vi se gotovo spominjate, to so bila ta študentske manifestacije v Parizu, ki so vzeli Sorbono, razbijali kocke metala, v takrat v Parizu ni več kock, oziroma položenih na pesek, če so kocke, so zalite z betonom oziroma asfaltom, da jih ne moreš ven vzeti pa metati. In oni so takrat zahtevali, se pravi, konec avtoritete, konec cerkve, konec države, to so bile neke take levičarske ideje, ki so skozi čas na Zahodu obrodile svoj sad. Najprej so se zaleteli v očetovsko figuro, se pravi, oče kot steber družine in kot steber avtoritete je moral biti uničen. In če se Evropska unija danes s čim sooča, se sooča s krizo avtoritete. Na Zahodu nimamo avtoritet, nasprotno. Ljudje, ki se povzpnejo v evropski politiki, pridejo tja obloženi z neskončnimi hipotekami, za katere vsi vedo. Tako vsi vemo, da je Ursula von der Leyen poneverila 43,5% oziroma plagirala ali prepisala 43,5% svoje doktorske disertacije. To je približno na maso moje knjige, takole, predstavljate, da bi jaz tale del prepisal od nekoga. Ampak ona je to storila in to so ugotovili, ker to se sicer redno dogaja nemškim politikom, morate se vprašati, kam smo prišli. V času kanclerja Kohla se to ni dogajalo, to se zdaj dogaja. In da so po enem padlem politiku zaradi plagiata, to je bil
Gutenberg, ne, izdelali zelo sofisticiran računalniški program za detekcijo plagiatov in van ga ujeli Ursula von der Leyen. Ne. Zdaj pa sami veste, da če daste vi Ursula von der Leyen na to mesto, ne, jo držite, ne, kajti v nemški politiki so vsi, ki so jih dobili v plagiatu, odstopili. Ne. Vera Jourova je leta 2006 sedela, ne, ampak ni še dela leta 86 ali pa 76 kot Václav Havel, ampak 2006. Zakaj? Zato, ker se je bila, bi rekel, spoznana za krivo poneverbe evropskih sredstev v zadevi gradu Budvice ali nekaj takega. Ne. Potem pa zelo, bi rekel, sem to preučil, Višegrad Post je pisal o tem, da je imela izredno dobre odvetnike in da je bila, ampak en mesec je bila zaprta in da je bila preiskava zoper njo zelo površno vodena strani policije. Ne. Ampak Vera Jourova danes je sekretarka, evropska sekretarka za vrednote pa za moralo. No. Hočem reči, in to Vera Jourova je tista, ki je Peter Gregorčič rekel ravno kar v tvitu, sem bral, Petra sicer poznam, je izredno odličen fant, da se lahko Veri Jourovi zahvalimo za to katastrofo, ki se je zgodila na Ustavnem sodišču, in za to, da Vera Jourova tudi danes ni ničesar naredila zoper ta, bi rekel, popolnoma totalitarni puč, ki so ga naredili na RTV-ju. Nič. Oziroma celo danes govori, kot sem videl na Twitterju, govori o tem, da so neodvisni mediji pogoj demokracije. Halo? V Sloveniji mi nimamo neodvisnih medijev. Ne? In soočeni smo s krizo politične avtoritete, predvsem iz enega razloga. Ne? V 4. poglavju, ki ga zelo priporočam za branje, sicer knjigo preberite, knjiga je pač malo obsežna, ne? Ampak zadeva je taka, da preberete uvod, preberete, potem si vzamete en vikend za knjigo, še enkrat preberete, ampak potem boste razumeli stvari, ki jih nikjer drugod v Sloveniji ne morete videti. Ja, knjigo sem sicer ne še do konca tudi sam bral in moram reči res, da je zelo zanimiva, o veliko stvareh govorite, poglobljeno, veliko je teh podatkov. Če se še nekoliko zaustavimo pri ukrajinski vojni, takrat 15. marca, takoj po vojni, to je bilo lani, začela se je mislim, da 24. februarja, je bil ta znan obisk slovenskega predsednika vlade Janeza Janše pa predsednikov Češke in Poljske, ki mu pripisujete veliko težo. Kaj bi se recimo zgodilo, če tega obiska v takrat obleganem Kijevu ne bi bilo? Ja. To je res, ja. Torej, jaz sem to, bi rekel, nekaj imam svoje intuicije, ne, in to je res, ja. In to sem takrat videl, to je bilo, se pravi, tam 12. marca, ne, so mediji prinesli, da se je Janša dobil z Macronom v Versailles, ne, bil pač sestanek predsednikov vseh vlad, ne, Evropske unije in se je Janša dobil z Macronom v Versailles in sta se pogovarjali, to sem videl, televizijski posnetek. Pa to je šlo potem v moj pozabo mojega spomina ali karkoli. No, potem 15. marca pa udar novica, da so Morawiecki, poljski premijer, Kačinski, Fiala in Janša prišli v Kijev izreči podporo Zelenskemu in mu prenesti zagotovila Evropske zveze, da je Evropska zveza z njimi in da ima vso podporo za članstvo v Evropski uniji in da Evropska zveza razume, da je ta vojna v Evropi. In to je bil ta globalen premik, da je v bistvu vzhod Evrope povedal, podučil Zahod, da smo prišli do točke, ko gre na smrt zares. Ker prej so se vsi, sej bo, sej ne bo, sej bo že ali karkoli. Kaj bi Putin naredil? Če bi padla Ukrajina, bi bila naslednja država Poljska. Če bi padla Poljska, če ne bi noben nič naredil, bi Putin
pač naredil to, kar je rekel, da on bo obnovil Sovjetsko zvezo. Sovjetska zveza je predpostavljala polovico Nemčije. In Putin je pač tip človeka, kot Hitler, kot Stalin, ki se ustavi tam, kjer ga ustavijo. Sam po sebi se ne bo ustavil. In seveda, jaz sem to ocenil, sem rekel, to pobudo za odhod v Kijev je dal nekdo od teh ljudi, ki ima izkušnje v vojni, ki to gleda strateško, ki to gleda z vojnega stališča, in to je bil samo Janez Janša, ki je v to kategorijo padel. In potem sem jaz napisal, da je bil pobudnik, torej v knjigi imate napisano, vse razloženo, da je bil pobudnik tega Janša, da pa je Poljska organizirala varnostno pokritje in da v tem seveda, da so, predvsem sem napisal, da so skrbeli Poljaki za to, da Rusi ne bi izvedeli nič o tem obisku. Na kar me kliče Vinko Gorenak, to je pa že knjiga, že dolgo, sem jo bral, že dolgo zunaj, enkrat pred poletjem, in mi reče, ja, Boštjan, jaz sem bral to tvojo tezo o obisku v Kijevu, ampak veš, ti imaš prav. Sem rekel, res? Ker jaz do Janše nimam, lahko, sem ga zadnjič videl, zadnjič sva se stisnila roke na pogrebu Lovra Šturma, takrat sva nekaj govorila, to je bilo decembra oziroma novembra 2021, potem sem ga še enkrat videl na enem od zborovanj na Trgu Republike, ampak nikoli nisva kaj obširnega govorila, predvsem pa, če bi poskušal do njega priti, ker je bil predsednik vlade, bi mi rekel, če bi me že sprejel, rekel, Boštjan, poslušajte pa, ali pa Turk, poslušajte kolega, kaj pa vi mislite, da bom jaz vam razlagal, bi rekel, najglobje detajle strategije politične, s katero smo ustavljali vojno v Ukrajini, tudi če bi to hotel, tega absolutno ne bi smel. No, Gorenak je bil pa takrat državni sekretar na notranjih zadevah in sedaj je bil pravičen od teh informacij, ker so bili pač del in me je klical, takrat pa ni bilo več vlade, ki je bila knjiga zunaj, in me je klical in mi je rekel, Boštjan, vsem si imel prav, samo v eni zadevi si se pa zmotil. Sem rekel, kjer sem se pa zmotil? Ja, da niso Rusov, ti si napisal, da Rusov niso obvestili o tem, da gredo v Kijev. Sem rekel, ja, se jih niso. Je rekel, kako veš to? Sem rekel, ja, seveda jih niso, Je rekel, ja, pa so jih. Sem rekel, čak, kako so jih? Sem rekel, ja, Vinko, so jih? Sem rekel, čak, Vinko, pa čakaj, pa jih ja niso. Je rekel, ja, seveda so jih. Sem rekel, pa halo, ker Putin do zdaj ni priznal nobenega zločina, v Buči, kako je padel Prigožinov avion dol, vsi dobro vemo, mislim, taki avioni, private jeti, kot se reče, ne padejo dol, do zdaj ni padel dol nobena, ta je bil ena izjema na milijona, pač ga je dal Putin se streliti, v Buči zločin je dal Putin narediti, oziroma pač je, to šlo v kontekst pač stvari, in tudi, da bi oni raketirali ta vlak, ki ni bil oklopen, pač pa ubili vse, ki grejo v Kijev, bi dosegli to, da noben ne bi šel več v Kijev, ker si enostavno preprosto ne bi upal. Z letalom pa nisi mogel, zato ker je bil zračni prostor pač absolutno zaprt. In potem bi rekel, jaz? Mi? Ne. To je naredil Prigožin, lejte lumpa. Ali pa to je naredil ta, ki je zdaj infarkt doživel pa umrl. V komo padel, infarkt doživel Kadirov. To so oni naredili. Se Rusi bi čisto elegantno zanikali. A vzgleda, da očitno Gorenak je imel, pač Vinko je imel prav, in najverjetneje so Ruse obvestili, čeprav jaz vam povem, če bi bil jaz Janez Janša, jaz jih ne bi obvestil. Zato, ker zadnja stvar, ki lahko narediš, je ta, da tem ljudem zaupaš. Ti ljudje so nevredni kakršnega koli zaupanja. Recimo v Mariupolu je umrlo 900 ljudi, med njimi večino otrok, zato ker so v gledališče, so na vrh gledališča so narisali en velik bolniški križ, rdeči križ, na beli podlagi, tako da ga vidiš z vsakega aviona, in pred gledališče, kjerkoli je bil prostor za parkiranje, in to z velikimi črkami, velikimi nekaj metrov napisali otroci, so dece,
nekaj tazga, v ruščini. Ne. Ampak potem so analitiki povedali, da če boste to naredili, ne, bodo Rusi najprej to bombardirali. Ne. Najprej bodo to bombardirali. Ne. In tako da to je bil, bi rekel, zelo, od takrat naprej so se pa zvrstila, mnogi, Boris Johnson recimo 2-krat pišem v knjigi, in takrat naprej je pač v Evropi veljalo, da je vojna v Ukrajini, vojna v Evropi in zmaga v tej vojni, zmaga za Evropo. Če se ne motim, ob izidu knjige ste dejali, da pričakujete razmeroma kratko vojno, zdaj le traja 1,5 leta. Najprej vprašanje, se je morda Putin uštel, je pričakoval, da bo lažje opravil z Ukrajinci in kaj vi menite, kdaj se bo ta vojna končala oziroma kdo jo bo končal? Ja, jaz sem to v knjigi napisal, da se to ne bo, žal, se to še ne bo tako končalo, čeprav sem takrat mislil, da se bo to končalo pač kmalu. Preprosto, to je bilo ta knjiga je pisana mislim, končana je bila konec, ravno zdajle, 1 leto nazaj je bila končana, se pravi, sem bil takrat, potem išla je pa januarja, jaz sem bil takrat optimist ob teh, bi rekel, protiofenzivi, odlični protiofenzivi, s katero so dobili jesenski, s katero so dobili ogromno ozemlja nazaj, ampak zdaj žal moram reči, da grem ta optimizem mi malo plahni in da grem na to prvotno, kar sem tukaj napisal, da bo vojna še dolgo trajala. Preprosto zato, ker ni bilo v prvem trenutku dovolj podpore, in tu tudi delim, pač do te vojne sploh ne bi prišlo preprosto, če bi NATO rekel Putinu, ko so pač CIA je jasno povedala, da bo prišlo do agresije, da Putin bo napadel Ukrajino, tudi mislim, da določila zelo natančno, da bo to konec februarja. In ko so prišli do teh analiz, bi morali pač Putina preprosto opozoriti, lahko to naredi, ampak v tem primeru preventivno bo NATO zaprl zračni prostor nad Ukrajino, potem bi Putin izredno okleval, ker bi vedel, da z zaprtim zračnim prostorom nad Ukrajino ne more napraviti ničesar, kajti njegova tehnologija je v času hladne vojne, medtem ko je Zahod strahotno napredoval in nima ničesar, mislim, Rusi imajo mogoče te najnovejše radarsko nevidne avione, mogoče jih imajo 5, Američani imajo samo, jih imajo, mislim, da 100 samo vsake ali pa vsake od vrst teh nevidnih, ki jih pa sploh ne uporabljajo v spopadih, ker so predragi. Večinoma operirajo z lovci F-18, F-16, tako da ta spopad bi se končal, če bi NATO zaprl zračni prostor nad Ukrajino, 24. februarja bil ta prostor, 2022 bil ta prostor zaprt, pač Rusi ne bi imeli nobenih možnosti, zato ker zapora zračnega prostora vedno deluje, kadar je NATO zaprl v zračni prostor, ko ga je zaprl v Bosni, je bilo agresije konc, pa mislim, da ga je zaprl tudi v 2011. v Alžiriji, v Libiji, in pač ne moreš ničesar, zato ker te tehnologije vojaške, ki jo ima NATO zdaj, pač nima nihče na svetu. Niso tega naredili in so Ukrajince prepustili samim sebi v tem času, dokler ni pač bila ta obisk v Kijevu 15. marca in dokler ni Evropa razumela, pa predvsem Amerika in tako, da mora pomagati Ukrajini, pa takrat je bila še Anglija tudi veliko napravila, predvsem pa Poljska, do tega trenutka so Rusi okupirali toliko in toliko ozemlja, ki ga zdaj držijo dokaj uspešno, Ukrajinci napredujejo, ampak za ceno grozljivih žrtev, tako da zdaj, veste, pač mislim, da to tudi ideja je bila od Janše, da NATO zapre zračni prostor nad Ukrajino. Če bi recimo, zato ker Putin, vprašanje, če bi potem napadel, pa če odgovorim še na to vprašanje, če bi Putin danes se odločil, a bo napadel Ukrajino ali ne, je zagotovo ne bi napadel. Zato ker ozemeljske osvojitve so minimalne, v primerjavi z letom 2014, tveganje za njega pa ogromno. On živi,
ko preganjena žival, zato ker točno ve, da mislim, se njemu kdaj lahko zgodi, da bo padel z okna ali pa popil čaj ali pa da bo se znašel v komi, ali pa da bo njegovo letalo padlo dol. On to točno ve. In to je pač evangelijska modrost. Kdor Peter spravi meč na svoje mesto, kajti kdor prime za meč, bo z mečem pokončan. Je Putin potem takem sploh pripravljen končati to vojno ali misli do konca oziroma kdo ga lahko zaustavi? Torej Putin se je zdaj tudi to, da so likvidirali recimo Kadirova in da so likvidirali Prigožina, pomeni, da so likvidirali te ofenzivne enote, ki so jurišale v Bahmutu in tako, in da zdaj je to defenziva. To pomeni, da Putin ocenjuje, da ne more več Ukrajine zasesti nobenega dela, da pa lahko brani tisto, kar je Ukrajini ukradel, kot se reče. Zdaj, koliko bojo Ukrajinci spretni, tu v odkrivanju, bi rekel, protiukrepov za prodor na zasedena ozemlja, predvsem bi morali odrezati to, kar želijo, odrezati, presekati Krim na polovico, oziroma priti do presekati te oskrbovalne poti do Krima, kar je očitno precej težje. Če bi to naredili, bi se fronta Rusom zrušila. Imajo pa ta problema, seveda. Rusi imajo azijatsko mentaliteto. Tudi komunizem je azijski produkt, se pravi kolektivne mentalitete, kjer življenja ne štejejo nič. Za Putina je vse, naj umre 100 tisoč, 10 tisoč, 100 tisoč, kot za Stalina. Pa kaj? Medtem ko Ukrajinci imajo pa drugo, to tudi knjiga popisuje, zelo obširno, Ukrajinci imajo pa evropsko, zahodno mentaliteto, ta pa je čuvati vsako življenje. In v tem kontekstu je ukrajinski položaj še posebej težak, ker ljudi ne more žrtvovati. Kako krvavo pa to zgleda, pa vam jaz povem, ker imam bilateralno pogodbo. Zakaj govorim imam? Zato, ker sem to sam naredil. Bilateralno pogodbo našega oddelka romanistike, kjer predavam oziroma kjer sem zaposlen na Filozofski fakulteti, z univerzo v Zaporižji. Zaporižja je mesto, ki ima 700 tisoč ljudi, je imelo, zdaj je to mesto na liniji fronte. To je tam, kjer je tista velika termonuklearna elektrarna, največja v Evropi, 6 blokov. In mi pravi kolega, mi piše, sem ga prosil, da za moja predavanja, če mi greš lahko posnet eno ikono pravoslavno, tisto pravoslavno cerkev, jaz sem bil tam, zadnjič sem bil 2019, nekaj dni, sem mu napisal to potem z velikimi črkami, ker izredno redko v svojih mailih uporabljam, da absolutno pa ne, če oceniš kakršnokoli varnostno tveganje, kajti 2 dni pred tem mailom je ubilo 2 študentki iz Zaporižja v parku, ki sicer nista bili študentki oddelka, kjer sem jaz tudi učil, pa poučeval, ampak sosednega oddelka, 2 mladi punci. In je rekel, ja, veste, Boštjana, zdaj je zelo veliko vprašanje, kaj je to tveganje. Za nas tukaj je tvegano vse. Je tvegan odhod v trgovino, je tvegano bivanje v hotelu, ker ravno prej v hotelu, v katerem sem jaz takrat bival, je padla raketa in ubila par ljudi. Je tvegano vse. Pravi, ko grem ven iz hiše, je ob mojem bloku na parkirišču velik madež posušene krvi od teh 2 deklet, ki jih je tam ubilo, to je med parkiriščem pa med parkom, ki jih je ubilo. In to je pač naša stvarnost, taka je ta stvarnost v Ukrajini. V knjigi analizirate tudi 2, lahko rečemo, najbolj pogubni, tako ja, ideologiji, in sicer marksizem in Freudovo teorijo. Vemo, kaj se je dogajalo oziroma kaj se še dogaja pod marksizmom, predvsem v prejšnjem stoletju, koliko smrti je bilo na ta račun in kako Freudova teorija
želi izničiti ta individuum človeka, ne, skratka narediti iz neke edinstvenosti nekaj splošnega. Ja, zato ker to je produkt te revolucije 68, kot sem rekel na začetku, a ne. To je bil Freudov marksizem, a ne, in ta je postal, bi rekel, ideološka platforma Evrope, pač to je povezano tudi z potrošništvom, a ne, ki je pač eno zelo obširnih poglavij tudi v knjigi, a ne. Namreč, zakaj gre? Jaz sem rekel na začetku te predstavitve, sem rekel, da človek je posameznik, ima svojo identiteto in ima tako imenovana zavetja človeka, ne. Pravim, še žival ni brez zaveti, pa bo človek. To so njegova identiteta, to je njegova osebnost, to je njegova družina, to je njegova vera, to je njegov jezik, njegov narod, to so temeljna zavetja. Prvi, ki je to poskušal demontirati in zelo uspešno demontiral, je bil marksizem. Namreč Marks se uči in to imate, jaz grem samo, to imate ene 70 strani dolgo poglavje, ki ne boste nikjer v Sloveniji našli napisanega, a ne, o protislovjih marksizma. Ta ideologija marksistična ni samo napačna, ampak je v jedru protislovna. To pomeni, da Marks je učil, da ne obstaja posameznik, da ne obstaja posamična zavest, ampak obstaja samo kolektivna družbena zavest. Se pravi, vi ste toliko človek, koliko ste del nekega kolektiva. Veste, včasih je bil Kardel, Kardel je skozi govoril o nekem podružbljanju. Vse je bilo družbeno, družbena enakopravnost, družbena enakost. Tole iščem, da me boste vsi dobro slišali. Se me slišite vsi, ne? Ja, družbena enakost in tako naprej. In če se spomnimo pač naših, bi rekel, dni v socializmu, recimo od otroštva naprej, potem smo, ko smo šli v prvi razred osnovne šole, smo postali pionirčki, in je prišel, ko je učitelj stopil v razred, je reditelj vstal in mi smo si vstali in smo rekli za domovino s Titom naprej. Zato, ker so nas vedno držali v nekem kolektivu, da človek ni mogel biti sam s samim seboj, sam v zavetju tistega, kar ga kot človeka od pradavnine vzpostavlja in ga bo večno vzpostavljalo. In potem Freud, ki je učil, da človek ni sam gospodar v svoji hiši, kar pomeni, da človek ni gospodar samega sebe, ampak mu vladajo temni nagoni, ki jih je imenoval spolnost, najmočnejši instinkti, ki vladajo človeku, najmočnejše sile, so spolnost in, oziroma naj bi bile spolnost in nagon po smrti. Seveda ni treba biti, bi rekel, hudo analitičnega uma, da ugotoviš, da to ni res. To preprosto ni res. In potem imate v knjigi drugo poglavje protislovja freudizma. Zakaj? Zato, ker ta puls potrošniške družbe, generacije 68, da človek se osvobodi vsega, da človek ne šteje nič, da šteje samo, bi rekel, da je človek del nekega kolektiva, zdaj predvsem potrošnje, da troši. Jaz pravim, človek ne zahaja več v, bi rekel, trgovski center, ki je en kup, ne vem, kje ga imate v Novi Gorici. Več jih imamo. Več, Leclerc, Interspar, oziroma to se imenuje v Ljubljani, zdaj pri vas isto Supernova ali pa se imenuje, ja, vidite, če imate Supernovo, je to. Človek ne zahaja več v Supernovo, zato ker bi moral nekaj, ker bi tam nekaj potreboval, nekaj kupiti, ampak zahaja v Supernovo zato, ker je tisto, kar potrebuje, obisk Supernove. Zelo logično razume, preživlja čas, ne pride srečen domov, če ni na kupu toliko pa toliko stvari, ki jih sploh ne rabi. In to je Freud. Prepusti se instinktom, prepusti se nagonom. Zato imate spolnost posod. Tako rekoč v reklami za zobno pasto. Danes ni reklame, v kateri ne bi bilo nekih namigov na spolnost. Ampak zakaj je to? To je Freud. To je pač to, da se človek osvobodi svoje identitete. In jaz pravim, to je napak, to je narobe. Ampak
tega se da veliko zaslužiti. Manipulirati ljudi je najstarejša umetnost, ki so se vsi učili, vsi totalitarni sistemi. Poglejte samo Kučana. Jaz Kučanu verjamem približno to, kot če bi srečal Slobodana Miloševića. Zakaj pa ja? Zato, ker oba sta bila zadnja generalna sekretarja centralnih komitejev Zveze komunistov, en Srbije, en pa Slovenije. In taki ljudje so bili šolani v manipulacijah. To je njihov poklic. Kot je moj poklic to, da manipulacije, bi rekel, no, to ni moj poklic, jaz sem pač, poleg tega sem tudi to, ne. Moj primarni poklic je pač predavati književnost, ne. Ampak, ko recimo nekaj razumeš o književnosti, potem se ti odpre, potem razumeš družbo, potem razumeš manipulacije, razumeš jezik, ne. Recimo Kučana, to bo snov moje, recimo, prihodne knjige, Kučana razumem pa njegove odlično, ne, ker govorijo jezik, ki ni jezika, ne, ki je jezik v jeziku. Ne, danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan, ne. Vsi so rekli, kako je lepo povedal. Ja, ne, jok, nič ni lepo povedal. On je rekel, vi kar imejte tole vaša osamosvojitev jutri, pa pridejo tanki, pa te bi videli, kaj bo, ne. In vsi v Beogradu, ki so ga poslušali, so razumeli, evo vidi, pameten človek, vidi ga. Niso vsi ponudili baš v ovoj Sloveniji, kao Janša, Peterle, Bavčar, Kacin. Je en pameten človek. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ne? In to Kučan to stalno dela. Ne? Govorim Kučanu, zakaj? Zato, ker je pač šef vse organizacije, drugače ne gre. Ne? In ljudje pa tega niso vajeni. Ne? Ljudje pa niso navajeni, zdaj že, ne? Ko je Evropa v taki globoki krizi. Kriza se je še zaostrevala po tej, bi rekel, po tem, ki knjiga je šla. So stvari še hujše, ne? Ja, govorili ste že o pomanjkanju oziroma pomanjkanju, o razvrednotenju teh vrednot. Nekako vemo, da večina te evropske politike si želi nekako razvrednotiti te osnovne vrednote, kot so družina, vera v Boga, pa recimo v državo, jezik, kulturo. Nekako Bog je odveč v tej politiki. Zakaj menite? Je temu tako? Je mogoče brez Boga laže potem ljudi kontrolirati oziroma si potem nekako izmišljati to skrb za ekologijo oziroma stremeti k tem surogatnih božanstvom? Ja, seveda, to imate točno prav, kajti to so vsi totalitarni sistemi vedno delali, ne, da so Boga ukinjali, ne, zato ker če ni Boga, zato pa vse civilizacije imajo Boga. Tako ali drugače, kitajska civilizacija ima partijo, ampak ima tudi Konfucija. Ne? In Kitajci to dojemajo povezano. Indija, ki ostaja, ima hinduizem, izredno močno vezivo družbe. Turki imajo islam. Saudska Arabija ima islam. Amerika ima Boga. Na dolarju piše in God we trust. Ameriški predsednik prisega pri Bibliji. Ne? In to je to. To je to. Ne? In če hočeš človekom manipulirati, predvsem pa družbo uničiti, ker jaz mislim, da to, kar se dogaja, je uničevanje zahodne civilizacije in uničevanje družbe. To je zelo resna obtožba, ampak to tako je. In to, ja. Kar izvolite. Ne, in to počnejo čisto iz napačnega premisleka, ne. Ti ljudje niso hudo pametni. To je tudi, seveda, če moraš poneveriti 43,5% doktorske dizertacije, prepisati od drugod, potem najbrž nisi genij, ne. Najbrž ne. To je, veste, ta Evropa postaja vse bolj podobna, ima ta refleks Zveze komunistov, ne. Vsakega v Zvezi komunistov ni štelo, ali si pameten pa sposoben, štelo je, ali si lojalen, ne. In potem, če si bil lojalen, si prišel na vrha, ne. In zdaj šteje očitno, da nisi pameten, pa da nisi sposoben, ampak da si lojalen, potem prelezeš na vrha, ne. Lojalen pa si bil v partiji tako, da so te z nečem držali. Ne. Meni je Jože Dežman rekel, Boštjan, nihče od teh ljudi, ki so prišli iz gozda, ni bil brez krvavih rok, zato ker če se kdo ni hotel rok umazati s krvjo, so ga pač ubili. Je v krvi končal sam. Ne? In je rekel, in potem so jih držali.
tako so bili njihovi. Oni so rekli, da to Kozlek popisuje v tej noveli Strah in poguma, popisuje prva novela cikla istoimenskega Strah in poguma, popisuje umor tovariša, so partija v četi določi, ti boš šel s tem na točko in vmes ga boš ustrelil od zadaj v glavo. In zato, ker je ta izdajalec. Ampak to so veliko krat delali zato, da so potem, da je dokazal svojo zvestobo in so ga držali. In zdaj ni tega v Evropski uniji, ampak podoben princip, jih držijo. In podoben princip negativne selekcije. Ampak zato pravim, da ti ljudje niso, ni še potres, da ti ljudje niso, bi rekel, hudo pametni. Namreč izganjanje Boga, recimo knjiga ima natančno analizo tako imenovane enciklike Helene Dali, ki je ena od komisark iz leta 2021 iz konca, ki govori o tem, da naj se kristjani izogibamo pred drugimi, bi rekel, verskimi skupnostmi, pojmovanja Božiča, pa da so krščanska imena, naj se izogibamo dajanju krščanskih imen, namesto Marije rečemo Malika ali Malika, pa namesto Janez rečemo Julijo. Ampak to ni nič, to preprosto ni nič, zato ker muslimani, kaj mislite vi, da musliman ceni nekoga, ki je ateist? Nasprotno, musliman na najnižjo mesto postavlja nekoga, ki je ateist. On kristjana in žida, juda ceni, zato ker verjameta v Boga. Celo v Boga, ki ima, bi rekel, podobne korenine, ker to so vse tako imenovane, vsi smo, bi rekel, otroci Abrahama. Islam, judovstvo in krščanstvo imata skupnega očeta, to je Abrahama. Kristjane ceni, najmanj pa ceni musliman brez verca, se pravi komunista, brez božca, še manj pa tistega, ki deluje v smeri sprevračanja nravi, se pravi LGBT, promotorja homoseksualnosti in to. In dokaz je v knjigi navajam, dokaz je preprosto ta, da vi se še vsi spominjate islamske revolucije leta 1979 v času Homeinija. Homeini ni prišel sam na oblast, njemu so pomagali komunisti, komunistična partija Irana in tako imenovani levi intelektualci, ki jih je, bi rekel, napaberkoval, bi rekel, med tistimi, ki so se že takrat, bi rekel, navduševali v Iranu nad, se pravi, takrat, če ni bil LGBT, je bila pa, se pravi, liberalne vrednote, prosti seks, homoseksualnost in tako. In ko so zmagali, ker zmagali so skupaj, a veste, kaj je Homeini najprej naredil? Najprej je aretiral vse člane komunistične partije Irana in jih dal vse sistematično pobesiti. Potem je aretiral vse tako imenovane, ki so se zavzemali za homoseksualce, za prosti seks, za spolno osvoboditev, za ne vem kaj, in jih je dal vse, ki jih je aretiral, pometati iz nastropi. In tako vam povem, tako bojo nekoč naredili z vsemi tisti, če bo islam v večinski, bojo pač tako naredili z vsemi, ki promovirajo razvrat. Meni je Aleš Princ večkrat rekel, Boštjan, naši zelo tesni zavezniki v boju za, se pravi, naše pravice, so muslimani, zato ker zanje je splav nespremljiv, eutanazija nespremljiva in družina sveta. Pač to tako je, mislim, ugotavljam samo to, da se Bruselj, ko uči take oslarije v enciklikah, temeljno moti. Ampak zanimivo, Bruselj je do muslimanov vendarle zelo previden. Nekako tukaj začutimo predvsem napad na krščansko vero. Seveda, kar je spet razkroj Evrope, Bruselj pravzaprav ni toliko previden, kot je se v Evropi uveljavilo nekaj, kar jaz v knjigi analiziram, to je pač tako imenovana laičnost oziroma svoboda, bi rekel, svoboda laičnosti in da v imenu tega lahko delaš karkoli hočeš. To ima zdaj tudi recimo na Švedskem,
Švedska dopušča sežiganje Korana, recimo sežiganje pa pljuvanja Mohameda. Jaz recimo tega že preventivno ne bi delal, zato ker to se lahko zelo, zelo slabo konča za tistega, ki to počne. Da se to zelo, zelo slabo konča, je v knjigi en primer, to je en najbolj znanih primerov, to je tako imenovan primer Samuela Patija. Samuel Pati je bil srednješolski učitelj in je dobil, bi rekel, navodilo od ministrstva, ki ga je z veseljem uresničeval, namreč, da je te, bi rekel, karikature preroka Mohameda, ki jih je delal ta, veste, Charlie Hebdo, to poznate vsi, delo je pa Charlie Hebdo tudi karikature, bi rekel, nagraužne, kot se reče po domače, Kristusa, pa Boga očeta, pa Jahveta, pa židovskih prerokov, pa vsega tega. To je delo zato, ker je to prostor popolnega nihilizma in popolne izpraznosti, ko ni nič več sveto, ko ni več nobene vrednote. Potem lahko delaš, bi rekel, karikature in se delaš norca iz preroka Mohameda, iz Jezusa Kristusa in to. To je recimo, če hočete, v naših razmerah je bil to Gaga. Ne Gaga. No, vse je bil Gaga, ja, to mi je potegnilo, vidite. Vode bi rekel, ti govori zoper Freuda, pa si sam freudista. Gaga, Gosa, bedaka, Sašo Hribara. Sašo Hribar, en njegovih zadnjih podvigov pred smrtjo, ne boste verjeli, je bil to, da se je delal norca iz Device Marije in iz nje brez madežnosti. To je bilo tik par dni, en teden pred smrtjo. In Samuel Pati je pa učil svoje, bi rekel, dijake, da je to svoboda, liberalizem, da se ti lahko delaš norca iz preroka Mohameda in jim je kazal te karikature in tako kot jaz vam kažem tole. Kar neko dekle gre domov, muslimanka, in očetu to pove. In oče se razburi, a to vas učijo v šoli. Pravi, ja, to nas učijo, da moramo to spoštovati in da moramo, ne vem kaj, mogoče on rekel, celo delajte vi sami take karikature, ne vem kaj je rekel. V glavnem, oče je dal to na Facebook, lejte, kaj v tej šoli ta in ta Samuel Pati dela in to se veste, to potem eksplodira po Facebooku danes. In tam je bil nek Čečen, ki mu je Putin v Čečeniji pobil, ne vem, koliko družine, emigriral v Francijo in je rekel, ne boš ti Samuel Pati men žalil mojega preroka Mohameda, je vzel nož, je tega profesorja počakal pred šolo, ko je šel ven in mu prerezal vrat. In potem seveda, ko je on umiral, so prišli rešilci, zdravniki, bilo prepozno, seveda prišla policija in seveda potem je bil spopad, v katerem je bil ta Čečenec ubit. Jaz se absolutno ne strinjam z tem, da je ta ubil Samuela Patija, ampak prav tako se absolutno ne strinjam s tem, da se poučuje, da se lahko recimo iz Kristusa, meni za Mohameda pač ni moj problem, ampak recimo, da se iz Kristusa dela norca, tako kot sem tudi napisal v enega od prihodnjih člankov, sam počakam, da se to poleže v zvezi z ne Gaga, ampak Sašotom Hribarjem, da pač mine en mesec ali pa pol, da ne bo kdo rekel, da se zdaj jaz, ta se še ni v hladu, se jaz že razburjam. Ampak sem napisal, da pač absolutno, da ni razumel, da se ti ne moreš delati norca iz devištva Device Marije, ne da bi kazal pač svojo popolno nihilistično izpraznjenost. Ta nihilistična izpraznjenost, se pravi nič, kralj vsega, je pa vse bolj, bi rekel, glavni zaščitni znak te Evropske unije, ki ima od Evrope zgolj samo še ime. Zato je napisana ta knjiga, temu nikoli definitivno ne bo tako. No, v knjigi lahko zasledimo tudi, to ste povzeli po, mislim, da nekaterih pomembnejših evropskih časopisih, da naj bi se recimo nekje 75% odločitev v Evropskem parlamentu oziroma evropskih politikov sprejemalo na osnovi lobiranja. Temu res verjamete oziroma, če je temu tako, kdo stoji zadaj in v bistvu, kaj se v bistvu dogaja? Zadaj za vsem, kdo stoji, jaz ne verjamem teorijo zarot, zato vam ne morem odgovoriti definitivno, kdo stoji zadaj. Vsekakor stojijo zadaj multinacionalke, ki imajo največ denarja in vsekakor je to res. Ampak vse lahko čisto vse, recimo vi bi meni lahko dali, ne vem,
Lejte, gospod Turk, tlele vam damo, ne vem, to je Markeš, no takole bom rekel, ja. Evo, da ne bom z tebe. Markeš Šanes, ki ga največ poznate, ne, mi je rekel, od tega mora biti, ki je bil še pri Magu, ne, lej Turka, ne, tako mi je rekel, takrat mi je imel še za lej Turka, ne, to je bilo leta 2006 mogoče, takrat po leti 2006, mi je rekel, lej Turk, če bi meni dal 1 milijon evrov, ne, pa rekli, da ne grem pluvat Janšo na Prešernov spomenik, ne, jaz, veš, tega ne bi naredil. In ne bi naredil tudi za 1 evro, ne bi tega naredil. Ne bom nič komentiral, povem samo, kaj mi je Markeš takrat rekel. Ne. Hočem reči, vi imate 2 tipa politike in to je 4. poglavje knjige, ne, da še to metaforo. Notor govorim o 2 telesih krmarja. To je zelo nenavadno. Kaj bom zdaj povedal? Torej, sklicujem se na nekega pesnika rimskega, ki je govoril, da ima telo, da ima krmar 2 telesi. Se pravi, predstavljajte si 1. stoletje našega štetja, pluje iz recimo Tripolisa, Kartagine, pluje v Neapelj ali pa pluje v Split, Spalato, k Dioklecianu ali karkoli barka s 50 ljudmi. Ne. Če danes je to problem, danes je vse GPS, navigacija, vse ladje so jeklene, ne. Takrat pa je bilo vse v sposobnosti krmarja. Ne, se pravi, videti zvezde, se znati orientirati, ni bilo ne kompasa, ne busole, ne sekstanta, znati se orientirati po zvezdah, videti oblak, aha, ta oblak pomeni nevihto, ta oblak pomeni hudo nevihto, ta oblak pomeni neurje, od katerega je treba absolutno bežati, ta oblak pa pomeni lepo vreme. Ne. Vse to je bilo v krmarju in isto je v voditelju in krmar je tudi sam potnik, potuje na isti ladji, ne, ampak hkrati je odgovoren za vse ljudi. Ne. In kralj, ko se rodi, ne, to je bila ta velika teorija, ki jo pišem noter, ne, kralj ni kriv sam, da se rodi v zibki kot kralj, nihče od nas ni kriv, da se rodi kot to, kar se rodimo, ne. Ampak je on rojen z odgovornostjo za državo, za kraljestvo. In to govorimo o kraljici Elizabeti, pravim, da se nihče ne more spomniti ene same stvari, ki bi jo kraljica Elizabeta naredila zase, ne, pač pa se v zvezi z njeno naslednjo generacijo, se pravi Charlesom, oziroma zdaj Karl III, pa predvsem pa vnuki, ne, 3. generacijo, se pravi Meghan Markle pa princ Harry, ne, se pa lahko samo sprašujemo, česa pa ona dva nista zase naredila, ne, ker delata vse zase v svojo promocijo, ne, in jo stvari sploh briga. In to je problem. V Bruslu ni več politikov, v zahodni Evropi, ni več politikov, ki bi skrbeli za obči interes kraljestva, ne, ali pa če hočete države, ampak skrbijo samo za posamične interese, začenši spet z Ursulo von der Leyen, ne, ki je podpisala največjo pogodbo v zgodovini Evropske unije, to je za 20 milijard evrov s Pfizerjem za nabavo enormnega količine zdravil, cepiv za COVID, to je bilo v drugi polovici leta 2021, in sicer je bilo cepiv nabavljenih toliko, da bi na vsakega Evropejca prišlo 10 doz. In potem so v Evropskem parlamentu zahtevali, da pogled v pogodbo in ga niso dobili. Zakaj? Zato, ker je Ursula von der Leyen mož zaposlen v Pfizerju. Pa jaz sem 3-krat, če ne celo 4-krat cepljen za COVID, proti COVID-u. Tudi sem nobenih težav s tem. Ampak to so razlike. In v Sloveniji je en sam politik, ki mu gre za državo. Ivan Oman je umrl, pa ni bil politik, oziroma on je bil kmet. Če sem zelo strog, ko že izrekam tako trditev, a bi lahko še koga zraven imenoval, pa ga ne moram. Je pa v tej, kdo to je, veste, boste uganili, mi ni treba niti da rečem ime. En sam človek je, ki 30 let ga zanima ta država, skrbi za državo, pod katerim je ta država napredovala, potem jih je pa armada, ki jih pa zanima njihov lastni interes. A Matjaž Nemec je z Gorice, ne? No, kaj mislite, je Matjaža Nemca zanimalo država ali njegov lasten interes,
ko je na tej dobrodelni tekmi, ki ni bila dobrodelna, kot vsi vemo, kajti vmes so pretransformirali 185 milijonov med male delničarje v GEN-I-ju, oziroma so jim ukradli, so pa brali, in hkrati pa je samo Karitas zbrala 5 milijonov, pa ni noben o tem nič govoril. Ko je Matjaž Nemec, vsi veste, tehu do Ibrahimoviča in selfie in dej se slike, idej, kako gor, dol. Kaj mislite, je zasledoval Matjaž Nemec? Kakšen interes? Interes države, interes naroda ali svoj osebni interes, svoje osebne promocije? Kaj mislite, Alenka Bratušek zasleduje kakšen interes? Države, svojega okolja ali svojega lastnega interesa? Ona nam je zdaj ukazala, da se nas more več v avtu voziti, pa se moramo manj voziti po cestah, pa ne bo problemov na avtocesti. Ko se ženo sem pelala, je bil spet, sem rekel, dober, da sva na tem pasu, ker oni pas je bil, dobesedno od Logatca do Ljubljane so stali. Ali pa vozili 20 na uro. Zdaj, če bi bilo po tem pasu od Ljubljane do Logatca tako, bi jaz bi ženo prišla približno v tej uri v Gorico. Hočem reči, Alenka Bratušek nam je zdaj svetovala, da se moramo, vsi se nas more več voziti v avtu, seveda, in da ona to dela stalno. Seveda ona to dela stalno, Zakaj? Ona nikoli ni sama v avtu. Zakaj ni sama v avtu? Ja, ker ima šoferja, včasih jih je bilo pa tudi po 4 so bili v njenem avtu, To je bilo pa, ki je imela še 2 varnostnika, In potem je bilo res ta kvota izpolnjena. Ampak ta ista Alenka Bratušek, ki vam soli pamet, kako se morate voziti po avtocestah, ona so sprejemali, bi rekel, traso nove železnice za Kranj, in je ona to, kar rekla, ja, ni problema, to bo šlo skozi Labore. To je njen volilni okraj, apropo, pozabila na to. Hočem reči, skrbi za interes volilnega okraja ali za svoj lastni interes. Ampak ker so tam neki posli gotovo, je rekla, to bo šlo kar tle čez Labore in pozabila, da to, če bo šlo tle čez Labore, da bo 30 hiš bilo potrebno podreti eno cerkev, eno jezero premakniti ali karkoli. Potem so krajani znoreli, ki bi jim podrli, predstavljate si, jim podrli hišo, na novo zgrajeno, kredite še odplačujejo, zato da bo Alenka Bratušek uresničila svojo traso skozi Labore. In so znorela, potem se je Alenka Bratušek spomnila, da je to njena volilna baza, in je tako obrnila ploščo in je začela potem razlagati, da bo to šlo zdaj drugod, pa najprej v Kostanu Žerjavcu poslala svojega državnega sekretarja, ki je komaj na sestanku z razjarjenimi krajani, ki so jim rekli, da bojo podrli hiše, je komaj všel temu, da ga niso prebutali. Sem vse povedal. Ali pa Robert Golob in njegova nova spremljevalka, za kjer interes vi mislite, da Robert Golob zasleduje? Interes države, živimo za tretjino dražje, odkar je on tukaj, za tretjino dražje živimo. V primerjavi z letom 2020-2021 živimo za tretjino dražje. Kateri interes? On pa preko medijev, ki se vse obvladuje, nas pa prepričuje, da je košarica vsak dan cenejša. In da so nas v osnovni šoli slabo učili osnov matematike, da si ne znajo državljani zaračunati in uvideti, da živijo vsak dan cenejše, da je košarica vsak dan cenejša. Za čigav interes, mislite, on njemu gre? Za interes države in državljanov ali za interes njega samega? Vprašanje je retorično. Lahko bi celo rekli, da mu gre za interes drugega, če domneva, da je ta njegova spremljevalka toliko vanga zaljubljena, da se ji ne more odtegniti, ker potem bo padla dol ali nekaj takega. Ampak to vprašanje je tako. Ja, zdaj nas čas že nekoliko preganja, pa vendarle, preden damo besedo še tukaj občinstvu, morda vprašanje, ki se tiče prihodnosti. Povedali ste, oziroma v sami knjigi marsikaj napisali o aktualnem dogajanju v Evropski uniji in Sloveniji. Kako naprej, kje vidite rešitev in kaj napovedujete Evropski uniji in tudi Sloveniji? Ja, mislim, jaz sem ta knjiga optimistična, jaz sem zdaj recimo mogoče to, kar govorim,
je pač na nek način je analiza, ampak to je tako kot diagnoza zdravnika, lejte, vam manjka to, a ne, to je tako preprosto, kot če priješ pa pogleda jetra, pa pravijo, lejte, gospod, vi pač preveč pijete, morate nehati piti, a ne. Vse se lahko spremeni sedaj, lejte, sej, zdaj bo evropske volitve, a ne, če se ljudje pa, vse se lahko spremeni sedaj, a ne, in zato zaključujem optimistično in pravim to, a ne, v jedrnem delu knjige smo zapisali, vzroki temeljnih problemov, ki jih razdeljuje knjiga, so tako več ali manj na dlani, a na Evropi je, da jih zavrne, nihče ne bo tega storil zanjo in v njenem imenu. Ta knjiga je zato posvečena njej. Izhaja iz spoznanja, da se bodo časi nekdanje moči na kontinent vrnili, ko jim bodo prenehali na vse načine zapirati vrata. To je to. To je lahko danes. Če se zbere 50.000 ljudi pred vlado na Gregorčičevi ali pa pred parlamentom in zahteva odstop, ta vlada mora odstopiti in zahteva pred parlamentom predčasne volitve. Predčasne volitve morajo biti 50.000 ljudi, pa ni veliko. Hočem reči, a Evropa so njeni državljani, Slovenija tak isto. Vojna za mir predpostavlja poziv vsakemu od njih, da se zave, kaj se dogaja in se temu v imenu prihodnosti, ki se vsak dan bolj razpira, upre, da krene na odločujočo pot. Ta pot ne bo potekala v samoti. Že se sliši mogočen kljubovalen korak, ki doni po Evropi. To je korak tisočih velike žive sile, ki se z naraščajočim pogumom upira terorju skritih elit. Nepregledna, danes nič več skrita množica se napravlja, da poseže v dogajanje. Njen mogočni odmev naj zajame, usvoji in dvigne visoko slehernega državljana, nekoč najmočnejše celine sveta. To velja tudi za Slovenijo. Ste avtor 6 knjig v slovenščini, ne v francoščini, pa bom kar prebral, da ne bom kakšne izpustil. Recimo v slovenščini ste napisali Bergsonizem, na slovenskem pa Nitasti jezik, razdalje do sveta, 12 zidov, Kota 101 ter slednja današnja, ki ste jo predstavili, Vojna za mir. V francoščini pa ste pisali o velikem pesniku Paulu Claudelu. Katera knjiga vam je najljubša in ali imate že načrte za naslednja? Torej, to je težko reči, katera knjiga mi je najljubša. V bistvu, ja, Vojna za mir je največ, ne, predvsem zato, ker je v začetku tega tedna, jaz sem jo prevedel v hrvaščino oziroma spremenil, ne, ker ta knjiga govori o Sloveniji, pa tisti vložek, ki je pa v Sloveniji ven dal za hrvaško izdajo in dal noter pač hrvaško osamosvojitev Tudžmana in to, kar pač bi slovenske bralce ne zanimalo na tak način, kot hrvaške bralce ne zanima pač Slovenija. Ne. Potem je ta knjiga bo do konca leta išla v ukrajinščini, prav v isti univerzi v Zaporižji, in bil sem zdaj 10 dni nazaj v Parizu, ker sem se dogovarjal, knjigo sem prevedel potem v francoščino, jo tudi nekaj spremenil, a ne, in se pogovarjam zdaj z založbo, da to izda, a ne, in prevedena je bila pa vmes tudi v poljščino, pa v češčino in pa v angleščino, tako da to mi z angleško izdajo mi pomaga Jurij Toplak, najboljši ustavni pravnik, je zdaj na Fordhamu v ZDA, tako da v bistvu za to knjigo, tudi te knjige je bilo, nobene ni bilo prej, mislim, te knjige je zdaj šlo že čez 1000 izvodov, ne, tako rekoč se pravi, februarja se je začela, bi rekel, sem šel med ljudi z njo, se pravi, julija, avgusta ni bilo nič, a ne, zdaj pa na novo, a ne, in je 1000 izvodov prodanih, kar mi je Bojan Požar rekel, da to je velik uspeh, a ne, to je tudi dal na Twitter, a ne. Ampak jaz mislim, to ni moj uspeh, to je uspeh ljudi, pač zato, ker knjiga pomaga razumeti ta čas, a ne, sicer ni, mislim, morate nekaj časa vzeti, da jo preberete, ampak vam povem, da ko boste prebrali, mislim, je tudi, pa ne, problem, v tej knjigi je ogromno informacij, novih. Celo mi je rekel ta urednik David Rajnah, mi je rekel, k se tikava, pač, on mi pravi Marko, ker sem Boštjan Marko Turk, ker francoski ni imel nikoli stika s slovenščino, imena Boštjan
mora izgovoriti, pa zato, ker oni nimajo teh sklopov soglasniških, ne. Samo zlom jezik, jaz sem to videl zadnjič, sem videl, ko sem šel ob 6. zjutraj na Charles de Gaulle letališče, sem dal osebno izkaznico, sprav v šalterju od Lufthansa, vprašal, kje je let, kje je kompanija, in ona pravi, vi ste, a ne, tako kot pač morajo ugotoviti, vi ste, ne. Tako da mi prav Marko, jaz knjige še nisem čist prebral, nekaj sem bral, ampak sem dal poleti brati pač tem, se pravi, vsaka založba ima bralce, to so akademiki, profesori, ki pol ocenijo, ali knjiga gre v program ali ne, in je rekel, so vsi rekli, da je to Doline Di, to je pač ne, so zvedeli novih stvari, da knjiga prinaša toliko in toliko novih stvari. Ma če to prinaša, bi rekel, šolani francoski publiki v Parizu, a ne, jaz sem to s tem namenom sem naredil, da bom ljudem nekaj povedal, a ne. To je prav, da je to neka enciklopedija, nek priročnik za razumevanje tega časa, ki smo, si morate nekaj časa vzeti, za prebrati, za razumeti, brati morate najprej uvod, a ne, da uvod vas popelje po knjigo, a ne, potem lahko berete vsako poglavje posebej, in tako pač, ampak v te knjige, če jo boste resno vzeli, pisana je večkrat v takem, bi rekel, zabavljivem slogu, tako tudi vidite, vsakega časa hecam, a ne. Spravim, no, do zdaj ni bilo nobenih pripomb, recimo zanimivo, a ne, jaz toliko zaupam svoji slovenščini, da vam povem, da jo nisem dal lektorirati, oziroma je pač lektorirala Alenka, Gortanova naša, pa nisem že z glave mi šlo, se pravi, je, se pravi, tako kot je napisala, tukaj je tudi navedena jezikovni pregled in lektura, ampak jaz nisem našel nobene napake, tako kot jo berem, kar pomeni, da je to narejeno, mislim, da knjiga res stoji. Da vam odkrito povem, prejel sem precej, bi rekel, lepih mnenj v knjigi, da bi jo kdo kritiziral, razen da je preobsežna, ampak glejte, tudi Biblija je obsežna, pa ne. Hočem reči, ne. Mogoče še kakšno vprašanje, če kdo želi. Mislim, da imamo tukaj mikrofon, bo kar Vanda prevzela. Pa če kdo želi, naj kar dvigne roko, pa mu bomo prepustili mikrofon. Pa prosim, da vprašate kratko, tako da lahko pride več ljudi na vrsto. Bom kar jaz prvo vprašanje, ker ne vidim rok. Mene zanima, kaj menite vi, glede tega, da so v Sloveniji levičarji, ti, ki imajo sedaj vse v rokah, z manipulacijami tako neverjetno uspešni. In na desnici, čeprav je toliko intelektualcev, ne, kako bi rekla, prebijejo. Ja, mislim, to je zelo resen problem, a ne. Mislim, predvsem je problem tega, da oni držijo medijski prostor in preko terorja v medijskem prostoru manipulirajo z ljudmi, a ne. Če bi bil ta medijski prostor kolikor toliko normalen, se golob ne bi mogel zgoditi, a ne. Mislim, ta vlada je bila deležna ves čas svojega obstoja, je bila deležna strahovite kampanje proti, a ne, to se vi sami veste, kaj vse je bilo na televiziji, kaj vse so govorili, kaj vse so pisali, kaj vse so prinašali v tej vladi, a ne, in kaj vse so spočeli, pač razmerje moči, ne, mislim, to je problem v bistvu problem leta 90, a ne, ampak jaz pravim, da nismo pač upravili ilustracije, da nismo pač upravili nekega preloma, ampak jaz pravim, mislim, časi se vrnejo nazaj normalnosti, bi rekel, pravice in vsega tega v trenutku, ko jim nehate zapirati vrata, ne, in v trenutku, ko bomo mi nehali zapirati vrata, pač bo to nazaj, ne, zdaj pa kako se bojo intelektualci obrnili, kaj bo, to vam pa jaz v bistvu težko rečem, ne, je pa, ja, jaz se trudim, glejte, veste, mislim, žalostno je tudi to dejstvo, ne, to se hecajo, ne, na dveh glavnih ljubljanskih univerzah, a ne, to je mariborska in ljubljanska, a ne, čast intelektualcev rešujejo 3 ljudje.
2 Turka pa en Maver. Hočem reči, ne? Aleš Maver v Mariboru, pa Žiga, pa Boštjan Maturk je pred vami, ne? Ne, ampak lejte, ne, na Ljubljanski univerzi 3. ni. Hočem reči, Peter Gregorčič, ne, ampak on je manj časa, je mlajši, je manj časa na sceni, je pa odličen fant, ja, pa on ne posega z pisanjem, z komentiranjem in s tema, ne. In to je to, prosim? Ja. Mislim, in to je pač prekletstvo, ampak da se vse, lejte, se pravi, da drugače videti, kako smo dobili svojo samostojnost še v veliko hujših razmerah, a ne? Proces proti četverici je potekal še v veliko hujših razmerah, ne? Ampak oni imajo, ne morejo več, oni so zgubili svojo Jugoslavijo, zgubili so svoj socializem, zgubili so svoj komunizem, zgubili so svojo partijo in vse te, bi rekel, poskusi, da to zdaj rešujejo, pa obujejo od mrtvih, pa ustanavljajo stranko Levica, so kontraproduktivni, a ne. Mislim, ja, je pa težko, a ne. Se pravi, se mora vsak boriti in če ne bi bilo Janše, je bilo pa še bolj brezupno, ne, ker potem bi pa bilo, ne, zdaj, bilo pa vse, potem bi pa do izraza prišli razni pogorevci, a ne, Janezi, ne, pač ki, prosim? Ja, pa Ljudmila Novak, ne, ja. Še kdo? Mogoče bi sicer bo kdo vprašal? Kar izvolite. Šutila sem jaz. Ne vem, kako razumeti negativno ali pozitivno vašo izjavo, da 50.000 ljudi pred Gregorčičevo bi zrušilo vlado. Saj upokojencev je bilo 44.000, pa so zdaj napravili tako, da bi vozovnice za upokojence bile anulirane, brezplačne, pa so traktore prepovedali tam. A to pomeni, da se zavedajo tiste vaše izjave, da bi 50 bilo zadosti? Zakaj pa misliš, da so prepovedali vozovnice? Zato, ker se tega na smrt bojijo. Zakaj pa misliš, da je Janković prepovedal traktorje v Ljubljani? Zato, ker se tega na smrt boji. Prosim? Ja, seveda, ne, oni vedno uničujejo razrednega sovražnika, ne, samo, da bi bil jaz Golob, tega ne bi delal, zato, ker v ljudeh se nabira bes, a ne, in lejte, če je prišlo 44.000, pa to, kar Rupert dela, se sem jaz napisal na koncu, ne, se pravi, se imam, to, recimo pa takrat Ruperja še ni bilo, ko sem to končal, ne, kako sem prebral, sem napisal, ta pot ne bo potekala v samoti, že se sliši mogočen kljubovalen korak, ki doni po Evropi. To je korak tisočih velike žive sile, ki se z naraščajočim pogumom upira terorju skritih elit. Ne. To je ta korak, ne. Tega koraka se oni bojijo. Ne. Konkretno recimo, če bi zdajle prišlo 50.000 pred vlado demonstrirati duhovnikov ali karkoli, ne, v zvezi s tem, da so jim zdaj znižali, bi rekel, se pravi prispevke, a ne, potem bi tega ne naredili, ne, zato ker ne moreš ti, v Sloveniji ne moreš ignorirati 50.000 ljudi, a ne, je pa res, da jim pa zdaj Ruparju grenijo življenje, najprej so mu pregradili ta prostor, a ne, kamor je potem prišlo manj ljudi, a ne, upokojenci pa tudi, a veste, upokojenci živijo z minimalnimi dohodki, za nje 15 evrov, kad je zdaj vozovnica, je to veliko, ne, ali pa za avtobus, da dajo pa to, ne. Ampak gledajte, jaz pravim, to se bes se v ljudeh nabira, ne, a veste, mislim, tega Cerar ni delal, recimo, ne, tega, kar dela Golob, ne. In ta aroganca in ta poseg po medijih, vedno morate imeti, še Kučan je imel tofa, ne, v 80-ih, a ne, pa tistega v moped šel, pa zlato ploščo, a ne, ker vi papinov loncev, vsi veste, kaj je, a ne, in če v papinovem loncu paro zaprl, da ne bo mogla ven, pa plin dal do konca, bo to eksplodiralo, a ne.
In tako jaz mislim, da se utegne tudi Golobu zgoditi, ne, in da mislim, jaz, če bi mene vprašal, ne, jaz bi mu seveda, bi rekel, off the record rekel, da ne pač tega absolutno, da ne to pač počne, ne. Da je to odlično, ne, ampak mislil pa bi si, ne, da mislim, se bo to zelo slabo končalo, ne. Ampak on si itak nič ne misli, ker je pač nek aroganten, vase zagledan tip, ki mu je bilo vse prinešeno k nogam, ki v življenju, razen da je bil v neki državni firmi, v kateri pač vemo, da ne, pač, glejte, vse to sem govoril, se ni nobena skrivnost Elektra, ne. Soča vedno teče nizvodno. A je že kdaj tekla na gor? Sava vedno teče nizvodno. Že kdaj tekla gor? Ne. Torej, postav na Savo elektrarno, postav na Sočo elektrarno, dej elektrarno turbino, se bo vrtela, ko bo Soča tekla, vse narejen. Ne, se ni noben, ne vem, kakšen genij Elektra je on. Genij v genij, a ne kaj treba, kje so njegove, bi rekel, te neskončno velike reference, upravljati z elektriko. Vse to upravlja z elektriko, zdaj pa je celo v teh najmodernejših elektrarnah nihče nič ne upravlja. Ne. Krško, prosim? Pa ja, mislim, to je pa zdaj stvar države, pa stvar manipulacij, pa stvar politike, pa tega, čemer je on dober, ne, ampak, ne, hočem reči. In tega se pravim, ja, mislim, množice ljudi se bojijo, to so vsak režim se boji. Še kdo? Ja, naslednje vprašanje. Ja? Jaz bi nekaj, glede Ukrajine, ne. Ja. Jaz bi rekel, sem na strani Ukrajine, ampak Prosim? sem na strani Ukrajincov. Temna stran, veste kaj, ker vas slabo slišim zaradi... Ja. Ne, sej ni gospod nič kriv, ampak enostavno, če pripelje avtomobil, ne slišim, ne. Ja. Glede vojne v Ukrajini, ne. Jaz sem rekel, jaz sem na strani Ukrajincov, ampak me malo skrbi. V začetku je bilo tišina, pol so šli naši trije gor, mislim, tali, in pol začeli države kar nekako tekmovati, kdo bo več orožja pošiljal. In zdaj, če se bo to vleklo, na koncu bo jih stavili položnice. In kaj bo z Ukrajino nastalo? Vaše mnenje bi prosil. A veste, mislim, nihče na zemlji nima odgovora na to vprašanje, kaj bo z Ukrajino in kakšne bodo, mislim, pač Evropa je razumela, da je to vojna za Evropo, a ne, in je pač v tem smislu pomagala, a ne, enako so razumeli tudi Angleži pa Američani, ki pač želijo v okviru NATO pakta Ruse držati čim dlje stran, a ne. In to je to, ne, ampak tragedija je pa, da umre toliko in toliko mladih ljudi, ne, da to je pa tragedija, ne, toliko in toliko ljudi starih 20, 22 let, vojakov 25 let na ukrajinski strani umre, ne. To je tragedija, ampak končnega odgovora pa nima nihče, ne.